Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Začel bom tako, da smo nadzorni svet in svet ustanoviteljev so soglasno vsi potrdili dvig cen, katere programe dejavnost podjetja Voka Snaga. Cene so bile pripravljene na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb in na podlagi tega elaborata potem smo naredili tudi poračun za leto 2023 v višini slabega 1,5 milijona. Na cene so predvsem vplivale dinamike stroškov in količine in tako pa ste že vedeli tudi poračun za leto 2023. Kaj pomeni to v številkah? Glede vode, poprečno je nekje v Ljubljani na stanovanje porabe vode 13 kubikov. To pomeni, da se bo položnica dvignila za 3,66 evra, kar pomeni v odstotkih nekje med 9 do 11 odstotkov. Isto potem je bil potreben dvig cen za spremembo ravnanja z komunalnimi odpadki, kar pomeni za zapojnike 120 litrske in 80 litrske. Tudi tukaj smo pripravili najbolj nekje tedenske ali tritedenske odvoze, kar pomeni, da bomo tudi tu dvignili cene med 15 do 19 odstotkov, kar pomeni v denarju cirka, da se dviguje cene med 2 evra od 1,4 evra do 2,5 evra. Predvsem pri komunalnih odpadkih bi želel poudariti, da je malo višji dvig, ampak to je odraz tega, da se ceni vodljivih frakcij, ki dejansko moramo plačevati, ker ni zgrajena zažigalnica ali pa primanjka v Evropi zažigalnic, da se te cene enormno dvigujejo. Te cene smo v 2 letih prišli 125 evrov na 200 evrov, kar je odraz tudi dviga cen, tako da še enkrat se je izkazalo na tem področju, da Ljubljana potrebuje zažigalnico z tega področja, kajti cene enormno rastejo, ne vem, kam bo prišle za tudi prihodnje leto in v naslednjih letih. Na koncu bi na tem področju želel poudariti, da smo glede pitne vode najcenejši v primerjavi z mestnimi občinami, na smeteh pa še vedno ostanemo med najcenejšimi prevozniki ali pa upravnih storitev. Na koncu še tudi, kar se tiče ravnanja nekomunalnih odpadkov, to so tako imenovani gradbeni odpadki, še vedno ostaja do 500 kg vsi, ki bodo pripeljali na zglede center ali na gradilišče Arje, gradbene odpadke, da še do 500 kg še vedno prevzamemo brezplačno. Sprememba je potem, da pa azbestnih in različnih materijalov ne bomo več sprejemali brezplačno. Sprememba pa tudi v tem, da kot je bilo zdaj, da plačljiva ostajajo za vsa samostojne podjetnike, podjetja, da plačajo vsa odpadka, tudi gradbene odpadke, saj se po zakonu dolžni imeti evidenčne liste, kar imajo za stanovalce, prebivalce, pa za tiste, ki Voka Snaga skrbi za odvoz odpadkov, pa nekaj letno oziroma do 500 kg lahko še vedno pripeljejo gradbene odpadke na zbirni center odpadkov. Zanima me v bistvu, že nekaj let se v bistvu dražijo te komunalne storitve. Mogoče podatki, kdaj so se nazadnje pocenile in kaj so v resnici glavni razlogi, zakaj se te storitve dražijo iz leta v leto? Kdaj so se nazadnje pocenile? Nisem razumel, najprej ste vprašali, kdaj so se pocenile, pa kaj se dražijo? Kdaj so se nazadnje? Podražile so se tudi lani. Tudi lani je bil dvig cen. Tako kot sem povedal, največ vpliva na podražitev cene storitve. Draži se delovna sila, dražijo se materiali, dražijo se energenti. In to je največji tisti dejavnik, ki vpliva na dvig cen.
S tem, da tako, kot ste že povedali, vsako leto, kar je viška, tudi je bilo v letošnjem letu poračunavamo milijon in pol nazaj. Ne bi bile cene še nekoliko višje. Država to ureja za leto, kako se ceno kupujejo in ta poudarek na tem, če smo bili tekom leta ceno višji, potem po končanem letu država ugotovila, se to vrača nazaj. V tem proračunu, v tej podržitvi se tudi računa, da se to ceno niža. Pa še sledi osebo, to podržitev se to ne danes tega. Danes smo reči poprečju voda, tako da pravi, kar so tega tiče, da je kompetentno pri drugem posod. Eno bolj problem je, da različijo, zakaj sem vlakata mesec vozite na Ilici. Jaz sem to trikrat, sem peti vozite ja plačati. Zdaj smo tudi s tem novim podajanjem na to v centru mesta uredili, da je pogoj za gostince, da smo bili največ pritožbi decembra meseca, da so zaradi tople sveta popuščali svoje vreče z gostil in so imeli pogodb za odvoz katil. Zdaj bo pogoj, da tiste, ki hoče biti vrti, bomo vzeti pogodbe staro in dokazati, da je tudi prevzel te se prevečni. Ker potem, če imamo te pogodbe, vedno imamo tisto težavo, da dajmo staviti tudi v centra mesta. Ob 6. zjutraj, ali ob 7. že ostanejo, ali ob 9. Tako da se tudi tako ureja, tako da enostavno skušamo vsak dan urejati čim bolj. Če ne še enkrat poziv, nihče ne more počistiti vse to, kar ljudje, tudi tisti nečastni podničijo. Pri našem mestu moramo počuvati vsak nesvojska tip tega do koša, našo imamo zadost. Konec koncu, tudi če se bilo krive, ne, na eno stran se ne se večka skrane, na sedeči nekaj če same, glavno zdaj se pa so smotivne. Tako da skupni akcije lahko več držimo, da ne vidimo na naših ljudi čudne, da nas pišejo prav zakaj ni inšpekcija, da jih ne bi dobožno protivili, tako enostavno moramo nekaj pripraviti, tako da res še pripraviti. Poglejte se celik, imate polico, da imamo zbornico, da se tukaj prisove, tako vidimo, da ljudje, ki še so podhodcu, se razveduje tudi en del Evrope. Da se željavnico, ta podložnica 60% bliže, glede na to, ki imamo zdaj od 125 do 250 km, sam čakal da do 500 km, pa 1000 km za stran. To je sigurno prošlo. Zato vse tiste, ki so pod sežigalnici, tudi zdravniki, ki vedno znajo tudi koliko metrov za visoki podobno, morajo lepo razložiti ljudem v mostah, da če ni sežigalnica, da zelo premamo mostah. Tam lahko ne bodo. In jaz se zahvaljujem za to, da prišljivo se tudi energetika v bistvu pomaga finančno, da se lahko tudi dobijo bližjo cel, da lahko perejo svoje prililo, katere stavljene in početilo. In tako to ne razložimo, da se vozi s tovraki po celi Evropi. A ne bomo dali pa še za to. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zanima me v bistvu, kdaj bojo te nove cene stopile v veljavo? Nove cene stopijo v veljavo z 1. februarjem, tako da bojo na položnico in z začetek marca. Gospod Učnik. Hvala. Zdaj, glede na to, da bodo azbestne odpadke zdaj da jih ljudje odložijo plačljivi, a se mogoče ne bojite, da bi del teh odpadkov iz tega razloga končal v naravi in še najbolj spremljate, kakšna količina teh azbestov pa drugih nevarnih odpadkov dobite na deponijo oziroma na odlagališče, če bi teoretično bilo s tem, ko bodo zdaj ljudje morali plačati teh odpadkov veliko manj,
bi to verjetno lahko pomenilo tudi to, da so ti odpadki končali tukaj. Že lani smo sprejeli ta ukrep, da so postali ti odpadki plačljivi, ker so se pripeljali mešano z gradbenim materialom in se potem tam vračevalo. Tega je bilo v preteklih letih za 18.000 ton. V letošnjem letu tega smo na pravici še samo cirka dobrih 8.000 ton. Je bilo leti zbranih teh gradbenih odpadkov na zamestrici. Mislim, v letu 14. Tako da, odkar je to plačljivo, ta količina pada, smo pa istočasno bili ves čas na vezi z mestnimi inšpektorji, tako da nekih zaznav, da bi bili na okolju odmetavali te stvari, ni bilo zaznav. Tako da je tudi teh prijav ali pa inšpekcijskih prijav ali pa da bi odkrili nelegalna odlagališča, je bilo v lanskem letu, sicer bolj vprašanje z različnega, kako se scenarij zelo. Spet, da smo prej 15 letih postavili 6.000 črnih odlagališč. To je zelo podat. Zdaj z dovolj zakonodajo, vsak obrtnik, ki dela kako dela, mora biti pogodbo, kam bo pelil, kam bo za to odpadka. Vedno se bo našel tisti, ki bo poskušal še nekaj stresno aplikacijo na tablo. Ampak tu je bolj delo spet naročnika, se pravi natančno naročuje in pa naših inšpektorjev. Tako se nam posluša, če se tudi ne gre. Ja, kakšen vidiš teh zbranih komunalnih odpadkov, se v bistvu izvozi v tujino, pa če mogoče lahko poveste, kako točno se izraža? Mi vsako leto. Zato je nared javni razpis. Iz Boke Snage oziroma iz RCA gre letno 80.000 ton. To je lahka ali težka frakcija. 80.000 ton. 80.000 ton, za kar mi plačujemo, kot sem prej povedal, 992 evrov poprečno po tonu. Zdaj, te odpadke prevzemata pri nas Saubermacher in Kostak. Mislim, da Saubermacher vozi v Avstrijo, Kostak pa mislim v Nemčijo. Sicer je to potem stvar tistega, ko odpadke prevzema. Mi smo s tem, ko smo odpadke predali zagotovili zakonodaji, prevzeli te prevzemne tovorne liste. Tudi v Kazansko. To je 6 milijonov dolarjev. Problem pa to, kar je tudi župan prej rekel, nekaj časa se vozil tudi v Madžarsko, ko je Madžarska zaprla meje oziroma da ne prevzema več odpadkov, potem nam vsi ti dobavitelji, s katerimi imamo podvezane sklenjene pogodbe, to je pogodbe in potem imamo spet ponovno naročilo in vsake novo naročilo mi dobimo višice. Zdaj, kar se spremljamo po ostalih občinah, župan rekel, da nekatere občine plačujejo tudi po 300 evrov, tako da mi zaenkrat imamo še tudi na tem področju višice. Še kakšno vprašanje? Jaz mi je bil vprašanje o povezavi z kanalom C0, ima bi zdaj postavila, ker je gospod Poljubič še tukaj. Še. Zdaj ni nekaj poročane o podražitvi projekta. Zanima me, se pravi, zgod se je podražil, kaj so razlogi za podražitev, pa to bo v bistvu plačalo to podražitev. Projekt kot sam, glede podražitve, projekt kot sam se ni podražil, prišlo je samo kar je bilo za dvig cen v časa COVID, če imamo prav. Se pravi, ni šlo samo na teh razlogih, minimalne plače, podražitev materialne cene tega. Tako da, če ne bi prišli tega, bi projekt ostal na vrednosti, kot je sedaj. Mislim, da je bilo cirka da ne predeljamo tako svojih cen. To je bilo 5, bilo še dodatni del. Pa še to, zdaj pa, če že delamo tekme, po najbolj treba me vprašati za to delk pred upravno noto, če pozame govorska, koliko že ker vlečo, ne vlečo, imamo 200 aglomeracij narejenih od 362 cest, je že praktično 50 cest že vključeno, celoti je to več kot 73% celotega koliko aglomeracij, pri čemer prva faza je popolnoma zaključena, je tretja, druga, se te udržuje tretja, pa 40% imamo še eno leto časa, da zaključimo.
Še vedno ostajajo tiste greznice, mi smo zaprli že 20.000, še 6.200, ki vsi spuščajo podtalnico, in tega spuščajo so najbolj glasni proti cepolu, da manjka samo še 100 metrov in podarjo, da bo spet nesporazumno. To ne čez tisto ključno področje prekriča, ampak pri hipodromu, kjer je več trgla, pri čemer me to, kar razlagajo, ne drži, da nimamo presojo vpliv na polje. Oni so sprožili postopek presojo vpliv na polje na kinetu. To ključno, najboljše področje je bilo 1,5 km, mi smo bili 2,1 km, na varno, in imamo tako zaopremljena, tako tudi od vseh upravnih programov, da za kinetu, ker je ista trasa, je ni potrebno bila presoja vpliv na polje. Presoja vpliv na polje je narejena celotno traso, ki je bila spet v planu leta 2020. In še enkrat, traso so res mnogo formali. Njegovi predhodnik je bil gospod Kranc, to je v času, ko je bil izgled za gospoda Kolsa. Gospod Kranc je bil direktor, ko je se prišel on se bil direktor, meni potemči direktor, in predsednik skupščine Ljubljane je bil gospod Strgar, ni bil še župan, bil predsednik skupščine. Tako da to je samo nastalo spominjeno, mogoče bo tudi kaj vsega to napišeno. Ja, ali ne, kakor ste, jaz sem svoj povedal. Ja, zdaj, ko ste omenili te protestnike, sem se hotela vas prositi, če odgovorite tudi na njihove očitke, se pravi, da trasa ne teče po parcelah, ko so bile zarisane v projektni dokumentaciji in da zaradi tega pač trasa poteka cel. Če ste že po tem, jaz se že ne veličil tega odgovarjati, zato, kjer teče trasa, je upravna enota, ki izdaja gradbeno dovoljenje. In mi imamo na te 12 km Ljubljana izdali gradbeno dovoljenje za 12 km 100 metrov, za 12 km imamo pravomočje gradbeno dovoljenje, imamo že 500 metrov. Torej, njihove dovedbe, vse kar govorijo, so res neumestne politične. In če to bi dodal, nekaj je pred mesto hiše potrašite ljudje, kje so prišli. Koliko je Ljubljančevo med tistimi, da protestirajo pred mesto hiše. Je bilo zanimivo. Enkrat je eno udeležnika, rekel, ni žalostno, da se mi ne bi Ljubljančevo morali boriti za vas Ljubljančevo. Ali poštete, koliko je Ljubljana, pa so bili odmoro, da je tudi tako da sprašujem. Tako da, jaz po svoje povedal, da najboljše besede ne je znala to stroka pravi, da ni to znala. Se pravi, kar oni govorijo stroka, kar stroka podrs, jaz ga mislili smo, pa ni več to. Tako da, to pač priprava za volitve, prvo leto, tudi njihov vodja, za kakaj gre rekel, da zakaj se zgodi za tanke vodjene proteste. A če ima pravico, ljudje protesti, ki nobeni državi, da tako se hiše so bili, da je bilo 4 in lepo je studio tudi upravljal noto, in se bil cel čas. 100 minutov boste poslušali to izdelati. Od teh strokovnih zadeva je gospod Prinski dobro nabrali to, tudi za vami. Tako da to bi tako to pozoril, da bi bilo tih 100 metrih ne pa vse, kar se daj svet. Zdaj se čaka nešto na to osnovno gradbeno dovoljenje. Zakaj se je šlo za 8 gradbenih dovoljenja, ki dobijo nekaj 8 gradbenih dovoljenja? To ni način, da se ne odbika, tudi za to, da bo izgleda. Zdaj, sam primerjal, da nas se moče, Velenje so Gradic, avtocesta. Kako bi se da baš delali, če ne bi se šlo v procekih? Mi smo tudi tle, ko smo skali, ko so dobili neko zemljišče, ko pač šli, ker to treba čutna prasa za tisto, kar smo imeli vlasti. Drugač, še od tem se ne zgodil, da smo pri teh posebnih, ker smo že podpisali soglasje, in nažalost smo morali pa še enkrat lovno, to ni več čas naredi. Če bi čakali po vseh, do konca bi nas biti ne bi končali. In to je čisto glavno povsod, ki se da lahko zamete Prekmursko vodovodno, zamete Kozljakovce, pa se da tega razvojna os. Brez tega naprej.
Če bi se nekaj želeli. Ja, hotel bi se samo navezati. Decembra je Mestna občina Ljubljana podala vlogo za spremembo tega zadnjega gradbenega dovoljenja. V bistvu en del ste opustili, del trase se je pa nekoliko spremenil. Zakaj je šlo tukaj? Protestniki so govorili, da očitno ste ugotovili, da niste imeli vseh zemljišč, da je s tem povezana ta sprememba. Ne, mi smo imeli vsa zemljišča, je šlo samo za premik od meje, v katero smo ne soglasili, dejanjeno, kar je da bi zmeja. Se pa ostale dejstvi zemljišči, če govorim, samo premaknil se, tako da gre bolj proti slivne, on vsako stran tukaj spomne, da ne mora da reči, pa je še tisto dlako v jajcu, kje pa je menili, zdaj smo tukaj sredi. Se veste, v principu je težko kaj razumeš. Te isti so usovali, pa so ne uvadili, da smo kupili preveč zemljišča, da ne gospe, ki smo kupili celo parcelo. Pač uspajno očitno pametno to prodala, mi smo dokoli, ki smo bili pač depoljijo tam. Zdaj je izpadala obnovljati, zdaj nastali pač ne, ker so podali samo nekaj. Tisto vprašanje še z vsakim od teh lastnikov zemljišč so se podajali tisti, ki imajo licenco, se pravi, izbrani v spisu, kje smo bili težavni. To pa je na možni način. To ni isto, kot tisto ključe, ki se malo presedili. Vsi z nekateri se niso bili pravno zaradi tega, so povečna proti svoje medici. Točno tisti.